Torej, Klemen, vi ste že kar izkušen maček v Evropskem parlamentu. Kako dolgo ste že zaposleni tu? Jaz zdaj teče 3. leto, odkar sem prišel. Jaz sem prišel tukaj v Evropski parlament 2. maja 2004, se pravi takoj po vstopu Slovenije v Evropsko unijo. Sem najprej kot prostovolec, sem nekako iskal službo, potem pa sem dobil službo kot asistent pri Evropskem poslancu, pri gospodu Peterletu, potem sem pa lansko leto naredil en izpit, ki ga moraš narediti zato, da lahko delaš za stalno v evropskih inštitucijah, ki se jim reče tem izpitom konkur, in sem pač dobil službo, ki je za nedoločen čas kot svetovalec v eni od poslanskih skupin, predvsem za stike z mediji, sicer pa tudi za druge zadeve, vse sorte. Vaš delovni dan je zelo pester. Imate morda tipičen potek delovnega dne? To je ena zanimiva stvar tukaj, in sicer to, da ni enega tipičnega dne, da je vsak dan drugačen, da zjutraj veš ene par stvari, ki jih moraš narediti, drugače pa pridejo telefonski klici, pridejo določeni sestanki, prošnje, potrebe različnih ljudi, od novinarjev do poslancev, do novinarjev drugih držav, in potem pač poskušamo čim bolj ustreči tem prošnjam, in tako da vsak dan je drugačen. Tudi kosilo ni vedno v istem času, včasih ga sploh ni, če je veliko dela, tako da se zelo menja urnik. Včasih je zelo dolg, delamo tudi do recimo tako 12 ur na dan, sem videl, da delamo kar poprečno, saj tukaj v Štrasburu, je kar naporno, ampak zanimivo. Kaj vas je pravzaprav gnalo, da ste se prijavili za službo v Bruslju? Zakaj? V Sloveniji ni bilo službe za vas? Ne, jaz sem študiral Evropsko unijo. Ta stvar, ideja Evrope me je vedno zanimala, že dolgo, in sem nekako v okviru mojih študijev tudi v tujini, ker sem v Londonu po Parizu nekaj časa študiral, nekako želel ta študij nekako spraviti tudi v prakso, se pravi videti to stvar od blizu, o kateri sem se učil, in Evropska unija je bila. Lih v tem času sem imel pa priložnost, oziroma sem imel to srečo, da smo se Slovenci postali člani Evropske unije, in sem nekako povezal te dve stvari. To pomeni moje znanje tudi tujih jezikov, francoščine, angleščine, z tem znanjem Evropske unije in to možnostjo vključevanja v EU. To pomeni, da je bilo tukaj se odprla delovna mesta. Zdaj nas je recimo v Evropskem parlamentu 55 Slovencev, po zadnjih ocenah mojih, potem v Bruslju nas je zdaj okrog 600 do 700 Slovencev že živi, tako da je vedno več ljudi iz Slovenije prihaja sem, pa tukaj tudi dobiva službo, in jaz sem bil pač eden od teh že na začetku. Kolikšna je povprečna starost teh Slovencev in kaj vse počnejo? Ja, zanimivo je, da je večina teh Slovencev, recimo bi rekel, mlajših, to pomeni okrog 30 let. To pomeni, da je tukaj, to delo tukaj nasplošno je zelo dinamično, zelo aktivno, veliko se dogaja, veliko je komunikacije, veliko je teka in po stopnicah in med institucijami, in recimo večkrat je treba 3-4 stvari naenkrat delati, si zapomniti, paziti. In zaradi tega, ker je pač delo tako, zahteva to zelo veliko energije. Včasih, recimo, predvsem moje delo ni samo usmerjeno na eno temo, da bi recimo lahko cel dan bral o določeni problematiki, pa potem oblikoval mnenje, ampak je zelo raznoliko. In zaradi tega je tudi nekako, mislim, pač bolj pritegne mlade ljudi, kot recimo tiste, ki že nekako bolj točno vejo, kaj želijo in tako naprej. Je pa super možnost za to, da vidiš, kaj te zanima, kaj vse se dogaja, ker tukaj imaš res pregled nad 27 državami, različne kulture, različne teme, ki vse potem vplivajo na to, kako se tudi v Sloveniji stvari razvijajo in zakonodaje. Recimo polovica zakonodaje približno se sprejme v evropskih inštitucijah, se pravi med Evropskim svetom in Evropskim parlamentom, kar je ogromno. In ko ti vse to vidiš, ko vse to nekako dobiš občutek za te stvari, potem se lažje odločiš, kaj je tisto, kar tebe veseli, kaj bi potem ti naprej delal. Zaradi tega je to super taka izkušnja. Se Slovenci družite skupaj, se držite bolj zase ali ste nekako povezani z vsemi, ki so zaposleni tu? Slovenci smo zelo povezani, moram reči, in med sabo in z drugimi. Lahko rečem, da imam občutek, da nas imajo kar radi, recimo saj tujci nas vidijo kot odprte, kot prilagodljive, to so take značilnosti, tudi kot zelo delovne nasplošno, saj tujci nam tako pravijo, medtem ko med sabo tudi tukaj veliko bolj držimo. Tudi recimo političnih razlik ni toliko, kot so doma, jasne, ker pač stvar deluje bolj na politiki konsenza, išče se skupne točke, poskuša se priti pač do enih stvari, ki nas bodo povezvale.
gradimo koalicije za določene teme, se pravi, ko želiš neko direktivo ali pa neko idejo, recimo tudi za znižanje cen gostovanj, mobilnih telefonov in tako naprej, spraviti skozi, moraš ti dobiti podporo. Ni zdaj najbolj pomembno, da je podpora samo tvoja politična skupina. V bistvu mora biti podpora širša. Najlažje seveda dobiti med isto mislečimi, ampak to ni bistvo, tako da smo v bistvu med sabo zelo povezani in živimo, delamo skupaj, igramo košarko, igramo nogomet, igramo odbojko in to na različnih nivojih, recimo, ne. Komisar je reden gost pri recimo odbojkarskih turnirjih, tudi nogomet igra, recimo, tudi gospod Peterle recimo pride na odbojko, mislim tako, zelo raznoliko, ne. Ni toliko pomembno. Smo skupaj, tukaj živimo, malo smo proč odmaknjeni od Slovenije, ker nas seveda jo vsi na en način pogrešamo, eni bolj, eni manj, ampak potem se med sabo nekako tukaj povežemo in se imamo tudi fajn, ne. A obstaja mogoče stereotip oziroma kakšna značilnost birokratov oziroma uradnikov, ki so zaposleni v Evropskem parlamentu? Se pravi, nasplošno za vse države. Mislim, tipično se mi zdi, da nas Evropejci vidijo kot nekako odmaknjene, pa nekako nedostopne, pa nekako tudi sami se mi zdi, res živimo v enem svojem svetu, ker imamo toliko stvari, toliko je dela, toliko je enih možnosti, toliko je enih dejavnosti, mislim, mi imamo vsak večer 2-3 vabila za iti na kakšen dogodek, se česa udeležiti, kakšne stvari se moraš, zaradi tega, ker je to čist po funkciji, ne, ker če ti hočeš delati z določenimi ljudmi, moraš, ko oni organizirajo eno določeno stvar, biti tam, tako da smo kar nekako razpeti, ne, bi rekel, zdaj ne vem, kakšnega stereotipa drugega tako ni, ampak mislim, da so nekako nasplošno ljudje, ki so tukaj zelo razgledani, odprti, ambiciozni, polni energije, ne, zelo zanimivi ljudje. To je ena izmed najbolj zanimivih stvari tukaj, je to, da imaš priložnost poznati ljudi, ki različno razmišljajo, ampak so zelo zanimivi, zelo dejavni in se lahko od njih veliko naučiš, veliko stvari spoznaš in tako. No, če sva s tem pogovorom koga navdušila, da bi se odločil za zaposlitev v Evropskem parlamentu, kam se pravzaprav lahko obrne? To je zelo dobro vprašanje. Tukaj je ogromno priložnosti. Posebej zdaj, Slovenci imamo določene kvote, ki nam pripadajo kot državi, glede na velikost prebivalstva in tako naprej, ampak lahko vam povem, da je izredno veliko mest še neizpolnjenih. Slovenci ne izpolnjujemo kvot na vseh področjih, od prevajalstva do pravnikov in tako naprej. Tukaj je ogromno možnosti v različnih inštitutih, ki so povezani z Evropsko unijo, ali pa think tankih, ali pa recimo raziskovalnih združenjih, pa tako naprej, gospodarskih združenjih, je ogromno enih možnosti, ki niso izkoriščene. Tako da tukaj bi jaz predlagal, da če nekoga zanima, najbolj se obrne ali direktno na EPSO, to je European Personnel Selection Office, EPSO, ki je evropska, ki v bistvu skrbi za to, da se razpisujejo konkursi, tam so vsa mesta na voljo, ki so uradno na voljo, recimo, za delo v kjerkoli evropski inštituciji. Sicer pa lahko se obrne na koga od nas, ki tukaj delamo, ne. Tukaj, mislim, vsi naši kontakti so na internetu, recimo, če se kdo name obrne, bom z veseljem mu posredoval seznam, recimo, možnih internetnih strani, na katerih imaš ti razpise ali pa kaj takega, ne. Drugače so pa nasplošno in poslanci so zelo odprti, ker je to pač naše delo, ne. Vendarle se marsikdo ustraši teh konkurjev, ki so najbrž obvezni za zaposlitev v Evropskem parlamentu. Ja, konkurji, mislim, imaš različne nivoje, ampak če želiš ti stalno službo v Evropskem parlamentu, potem je konkur obvezen. Konkur je res kar zakomplicirana stvar, imaš 6 delov ponavadi, to je standard. Eno je tako imenovan numerical reasoning, to pomeni, da te preizkušajo tvojo logiko in matematične sposobnosti. Potem druga stvar je verbal reasoning, to pomeni, da gledajo, kako dobro razumeš jezik, kako dobro razumeš argumente v različnih poročilih in tako naprej. Potem, se pravi, to je vedno v tujem jeziku, ne, ponavadi delaš, recimo moj konkur je bil v 3 jezikih, se pravi angleščina, francoščina in slovenščina. Potem so določene analize, ki jih moraš opraviti, napisati recimo en govor nekomu ali pa en spis, poznavati moraš dobro delovanje Evropske unije, ampak te stvari so se da naučiti, ne. To ni tako taka nemogoča znanost, ne, ker je tukaj le 50.000 ljudi, ki je šlo že čez ta postopek, tako da mislim, da ni toliko težko, ne. Če kdo hoče, se lahko potrudi in pride sem. No, za konec najinega pogovora morda še vprašanje, zdaj je ura približno poldne, do kdaj bo trajal vaš današnji delovnik in kako ste pripravljeni?
Koliko je presenečen? Ja, danes je eden od dni, ki je najbolj naporen, verjetno ne samo ta teden, ampak v celem mesecu. To pomeni, da se največ stvari dogaja. Danes se glasuje zakonodaja in tudi zasedanje, plenarno zasedanje se lahko zavleče in traja do polnoči, uradno do polnoči, potem moraš pa še kaj narediti. Tako da danes smo prišli v službo ob 8, kot vedno, z nas se zgodi, da bomo ostali čez polnoč. Najlepša hvala za ta pogovor. Hvala vam. Lep pozdrav doma.